pa da razložim malo boljš, ker mislim, da sem zreduciral na 3 točke razmišljanje, kako zbrati, kaj početi v življenju. In to so: prvič, vsak od nas hoče biti srečen. Seveda, tega se lotevamo na različne načine, oziroma poskušamo to doseči na različne načine, ampak vsak od nas, če imaš, na eni strani spektra nesrečnost in na drugi strani spektra srečnost, hočemo priti od nesreče proti sreči. Vedno hočemo iti k sreči oziroma k temu, da smo srečni. To je prva točka, ki mislim, da drži za vse ljudi. Druga točka je, da v vsakem psihofizičnem, mentalnem, čustvenem, duševnem stanju, kakršnemkoli stanju, pač v vsakem stanju nam je eno stvar najbolj smiselno početi. Ko slačen, ti je najbolj smiselno jesti, ko si žejen pit, ko te zebe se pogret, ko si usamljen se družiti, ko si pohoten drkati ali pa seksati, ko hočeš ko si zaspan spat. Pač v vsakem stanju je ena stvar najbolj smiselna stvar, ki bi jo počel. To je druga točka, da pač vsako stanje ima eno ali pa recimo 2-3 stvari, ki so takrat smiselne za početi. Potem tretja stvar je pa, da vsako početje, da iz tega narediš več, sploh v poslovnem svetu, finančno gledano ali pa karierno gledano, da iz nekega početja narediš nekaj več, da nekaj zgradiš, traja ful časa. Tako res, ful časa. In zdaj, je pol edino smiselno, da če se mi pomikamo od nesreče proti sreči, da se nam stanje stalno spreminja od nesreče proti sreči, pa v vsakem stanju je ena stvar smiselna za početi. Kaj, če bom jaz tako ful nesrečen, bom zbral projekt A in postal mehen manj nesrečen, vrgel projekt A stran, se lotil projekta B. Ker v mehen manj nesrečen stanju bi jaz rajš počel B in ne A. Pol bom ratal še mehen bolj srečen, bo najbolj smiselno takrat početi C, bom projekt B vrgel stran, zato da počnem projekt C. In kaj? V tem prehajanju iz nesreče v srečo, ker vsako stanje sabo prinese določeno početje, ki je v unem stanju najbolj smiselno, v vsakem stanju od nesreče proti sreči na tej poti bom jaz začenjal nove projekte, pa starega stran vrgel, pa novega začel, pa starega stran vrgel, novega začel, starega stran, novega, starega stran, novega. What the fuck? Tako ne bom nič ne bom zgradil, zato ker gradnja stvari traja dolg časa. Zato je edino smiselno, da probaš sebe privesti v stanje, v ta najboljše možno stanje, ki si perfektno srečen, ki si res srečen. In v enem stanju zbereš projekt in se pol držiš tega projekta. Zato, ker itak, vsi hočemo biti srečni, vsi se pomikamo, če se le da, iz nesreče v srečo. In vsaka stopnička na tej poti, vsak korak na tej poti sabo prinese drugo početje, drug projekt, ki je na unem koraku najbolj smiselen. In če se človek loteva vsakega projekta, pa ga potem stran vrže, pa se novega loti, ko se pomika od nesreče proti sreči, pol ne more nič velikega v lifeu zgraditi, zato ker premalo časa porabi na vsaki stvari. In zato je Sadhguru govoril, da pej do konca, najprej postan srečen. In ko si srečen, poglej, katero početje je uno, ki ti je najbolj smiselno v unem trenutku. In to deli. Pa tudi, če vmes zdrkneš nazaj proti nesreči, še vedno to deli. Zato, ker če hočeš nekaj ustvariti v lifeu, moraš temu posvetiti veliko svojega časa. In zdaj, a bi raje posvetil svoj čas stvari, ki bi jo počel takrat, ko si srečen, in s tem seveda se trudil priti v stanje, ko si srečen, ali bi rad posvečil svoj čas stvari, ki bi jo počel, ko si nesrečen, in s tem poskušal priti v stanje,
nesrečnosti, zato ker samo v unem stanju ima to početje, ki izvira iz nesreče, smisel. A veš, samo takrat, ko si nesrečen, bo ta stvar oziroma ta projekt padel ven in boš videl, jaz bi to počel, ko sem nesrečen. In zdaj, če se res tega lotim, pa to hočem graditi dolg časa, to pomeni, da moramo stati v stanju nesrečnosti. Tako da te 3 točke, da vsi hočemo iti od nesreče proti sreči, da vsako stanje na tej poti prinese sabo neko smiselno početje. V unem stanju je pač ena stvar najbolj smiselna za početi. In da vsako početje, če hočemo iz tega nekaj res velikega ustvariti, traja ful časa. Tako da je pol, če združiš vse to troje, poanta, da postan najprej srečen, poglej takrat, kaj ima najbolj smisel zate za početi in pol počni tisto.